Drugi del tretje epizode Sport Info podcasta je tudi, tako kot sva obljubila, Blaž, v drugem delu. Sedaj poglejva še Miamijev niz zmag, ki še kar naprej traja, 9 zaporednih zmag sedaj. In pa seveda spor težko kategornikov Lebrona in Barkleyja, ki nažalost zaenkrat ostaja samo na verbalnem nivoju. Nekateri ne bi imeli nič proti, če bi prerasel ta nivo, če sem malce zloben, vendar to v drugem delu drugega dela, če bi, sem rekel, v redu, Blaž. Ja, mislim, da bo kar v redu. Recimo v tem prvem delu pa res, da se skoncentrirajo malo na ta zmagovalni niz Miamija, ki v bistvu še kar traja. Res, da so igrali, zdaj mi ga to snimamo v soboto, so igrali ta teden samo 2 tekmi. Danes po noči igrajo še z Filadelfijo, kjer pa ne bo Embida, tako da je Miami sigurno favorit tukaj. Premagali so Brooklyn, ki so ga mogoče premagali teže, kot bi kdo mislil, vsaj glede na formo obeh ekip, sploh glede na to, da je Brooklyn najslabša ekipa v ligi. In pa ena zelo lepa zmaga proti Atlanti, kjer so v bistvu prikazali celostno v bistvu popolno predstavo so pokazali. Tako celovito tekmo so igrali od začetka do konca. Dejansko dobro v napadu, odlično v obrambi. Žoga lepo krožila. Morda celo najlepša zmaga v tem nizu, sicer so bile boljše zmage, bolj prestižne zmage proti Golden Stateu, tudi Houstonu, se pravi dvem moštvom, ki zasedata prvo in tretje mesto v ligi, dvema izmed 3 najboljših moštev lige. Ampak ta zmaga proti Atlanti je bila mogoče iz tega estetskega vidika najlepša. Res je žoga lepo krožila v napadu, iskali so prostega igralca, pogosto so izigrali obrambo, prišli do neoviranih metov, v tranziciji izkoriščali svojo hitrost in na koncu tudi dosegli 116 točk, kar seveda ni ravno navada za Miami. In ravno ta Atlanta je na to manj kot 24 ur kasneje na drugem gostovanju v 2 večerih, kar je ponavadi najtežje gostovanje, v Houstonu, se pravi že spet pri eni izmed najboljših ekip lige, nadoknadila izjemno visok zaostanek in na koncu zmagala, kar samo še dodatno kaže, kako dobro moštvo pravzaprav je Atlanta in kako pomembna je bila ta zmaga. Ja, in recimo pred snemanjem podcasta sem malo pogledala te številke in to, in dejansko sva šla pogledati za zadnjih 9 tekem obrambne in napadalne rejtinge ekip, in dejansko Miami v napadalnem smislu zaseda trenutno 11. mesto v ligi, medtem ko v obrambnem smislu, se pravi v obrambnem rejtingu, zaseda visokih, oziroma kaj bom rekel visokih, pa zavrha, dejansko so najboljše obrambno moštvo v ligi v teh zadnjih 9 tekmah. Izjemno obrambo, še posebej v zadnji četrtini. V tem obdobju jih namreč odlikuje ravno to, da igrajo ne samo najboljšo obrambo, ampak v zadnji četrtini igrajo najboljšo obrambo. Daleč najmanj točk dovolijo nasprotnikom, zadržijo jih res pri zelo slabih odstotkih meta in to je tudi razlog, seveda, v napadu dajo ravno toliko dovolj košev. Še vedno napad, kljub temu, da so ga precej dvignili, zmečajo odlično za 3 točke, precej so izboljšali odstotke meta nasploh, tudi odstotke iz pol razdalje. Vendar še vedno razloge za zmage, še vedno zmaguje Miami s tistim, kar jih je vedno pod trenerjem Ericom Spoelstra najbolj odlikovalo, namreč obramba, zmagujejo za obrambo. Točno tako, in to se dejansko zdaj iz tekme v tekme dosti bolj kaže, in dejansko, ko imajo ekipe tako zelo dober obrambni rating, kakor ga ima recimo Miami letos, to so ponovadi ekipe, ki nekaj potem tudi naredijo naprej v play-off. Zdaj jaz ne govorim, da bo Miami v play-offu kaj naredil, sploh če pomislimo glede na to, kako je šla njihova sezona, ampak se mi zdi, da tak, bom rekel, obrat med zmagami in pač porazi, se pravi, da je neka ekipa sredi sezone bila sposobna v bistvu poraze spremeniti v zmage, mislim, da se je nazadnje zgodil mislim, da so bili Phoenix Sunsi, so bili. Tako, mislim, en zanimiv podatek, namreč, ko govorimo o tem zmagovalnem nizu Miamija, gre res za nekaj, če sva v prejšnjem delu, v prvem delu podcasta uporabila izraz brez precedensa za Luko Dončića, lahko tudi tukaj uporabiva izraz brez precedensa za ta Miamijev zmagovalni niz. En zanimiv podatek je recimo, da do sedaj, gledano v zgodovini, je od zadnjih 80 moštev, ki so v sezoni zabeležile niz zmag, dolg vsaj 8 zaporednih zmag, se pravi niz 8 zaporednih zmag, 77 od 80 zadnjih ekip, ki jim je to uspelo, so na koncu tudi igrale v play-offu. Torej, če upoštevamo samo ta aspekt moštva, ki jim ponavadi uspe
nanizati vsaj 8 zmag, v primeru Miamija sedaj že 9, ponavadi oziroma po pravilu igrajo v play-offu. Druga stvar pa, ko si omenil, ja, seveda Phoenix. Phoenix je tisto moštvo, ki je do sedaj veljalo za moštvo, ki mu je uspel najdaljši zmagovalni niz, kljub temu, da so imeli pred tem zmagovalnim nizom negativno razmerje zmag in porazov. Oni so nanizali 11 zaporednih zmag. Miami je sedaj pri 9, vendar še nobeno moštvo, ki je v določenem trenutku zaostajalo za 50% izkupičkom zmag in porazom, za 19 zmag ni naredilo takega niza kot Miami. Ja, in kaj se je zdaj v bistvu zgodilo, ne? Da je Miami dejansko prišel v situacijo, ko je v bistvu bližje mestom za playoff, kot pa mestom za dober izbor na draftu. In o tem smo ravno govorila prejšnji teden. Namreč govorila so o tem, da se kaj kmalu lahko zgodi, da bo Miami bližje, kot si povedal, mestom za playoff, kot pa mestom za visok izbor na draftu. In dejansko sedaj po teh zadnjih 2 zmagah so že na tej poziciji. Namreč, če gledava samo položaj lestvice na vzhodu, sedaj Miami zaostaja za 8. moštvom, za 8. mestom, ki ga trenutno zaseda Detroit, zaostaja za 3 zmage. Do konca je še 32 tekem, torej več kot playoff se zdi več kot dosegljiv v tem trenutku. Ja, ne, in zdaj se tukaj pojavlja vprašanje, kaj bo zdaj naredil Riley, ne? A bo štartal na playoff, ali bo zdaj s kakšnimi rošadami moštva naredil pač kakšen trade, kaj tazga, ne, da bo v bistvu potem spet se vrnil nazaj na to, da bi pač dobil čim boljši izbor na draftu. Predvsem je treba poudariti, da Miami ta trenutek zmaguje predvsem z veterani, ne, se pravi z izkušenimi igralci. Tako da zna se zgodi, da bo Riley potem, bolj ko se bo približeval, se pravi 23. februarja se zaključi prestopni rok, bolj ko se bo približeval, verjetno bolj bo razmišljal o tem, da bo kakšnega veterana poslal kakšno ekipo, ki se bo borila za playoff, ki se bo borila za visoke uvrstitve, ne, kjer pač izkušnje vemo, da pomenijo velike, ne, da bo mogoče naredil kakšno rošado samo zaradi tega, da se bo vrnil v čim boljšo pozicijo na letošnjem draftu. Ja, ti zdaj razmišljaš, da bi Riley mogoče še vedno stremi k temu, da bi dobil čim boljšo pozicijo na letošnjem draftu in da ga dejansko ne zanima končnica, da ga saj letos ne zanima končnica. In ja, jaz bi se navezal na to, kar si rekel, Miami zmaguje z veterani. Namreč ja, v tem zmagovalnem nizu najbolje igrajo igralci, ki so jih pripeljali letos na kratkih enoletnih pogodbah ali 1+1 pogodbah, in to so tisti igralci, ki so se zdaj najbolj izkazali, če smo recimo še 2 tedna pred koncem, 2 tedna nazaj, 3 tedne nazaj na, mislim, da prvem podcastu razmišljala o tem, da nihče v postavi Miamija, z izjemom morda Gorana Dragića, Whitesida in Jamesa Johnsona, nima kakšne visoke cene oziroma se zanj ne bi dalo iztržiti, če kakšen pik na prihajajočem letošnjem draftu, se je situacija v praktično 3 tednih povsem spremenila. Sedaj, kot si omenil, Miami zmaguje z veterani in s temi veterani v navednicah, veterani v primerjavi z mladim jedrom, ki ga imajo v Miamiju. Namreč Waiters med te veterane pod navednicah upoštevajo tudi Diona Waitersa, ki še vedno je, mislim, da 25 ali 24 let star, ampak je ta izkušen igralec, ki so ga bolj izkušen od preostalih, od Miamijevega jedra, ki so ga letos pripeljali na tem, kot sem že omenil, 1+1 pogodbi, in igralec, ki si je nenormalno dvignil ceno v tem zadnjem obdobju in eden izmed teh, za katerega bi pa sedaj morda Riley lahko iztržil kakšen pik, če je to še vedno tisto, kar njega zanima. Ja, recimo, lahko bi šel zdaj v Cleveland, neko tako rabijo organizatorja, ne? To bo še pravi povratek. Ni bil povratek, ko se je LeBron vrnil domov, pazite, ko se vrne domov v navednicah, Dion Waiters. Ja, ne, ampak dejansko, jaz mislim res, pred začetkom teh 9 tekem, jaz se spomnim, takrat so midva, tam se je začelo to nekaj kazati, mi smo takrat snimala in smo začela s temi podcasti. Mislim, da so zmagali, da so premagali Houston, ko smo posnela prvi podcast, ja. In se pravi, pač povedala, ena lastovka še ne prinese pomladi, leta zmaga, ampak
to ne bo spremenilo načrtov moštva, tankanja in čim višjega. Ja, in potem smo dejansko razlagali, da Waiters pač ni igralec, ki bi lahko nosil ekipo. In potem smo že prejšnji teden dejansko začeli ugotoviti, da Waiters bi lahko bil. In zdaj po še enem tednu dejansko smo prišli do tega, da Waiters dejansko zdaj ima neko res konkretno vrednost. Ne? In Rileyjev je uspel čudež, ki je morda še večji kot ravno ta zmagovalni niz 9 zaporednih zmag. Namreč to, da je Waiters se spremenil v igralca, ki sedaj pravzaprav ima določeno ceno na trgu, kar še letos poleti ni nihče pričakoval. Waiters je bil v določenem trenutku, čeprav je lansko leto v zadnjem play-offu z Oklahomo pokazal nekaj dobrih iger, je vseeno še vedno bil precej blizu temu, da ga proglasijo za, kot pravijo Američani, bust, torej propadlega igralca. Ja, točno tako. Ne? In treba je tudi omeniti, recimo Goran Dragić naprej igra fantastično, meče meče dobrih 54% iz igre, kar je tudi, se vem, pač to je izjemno. Ne? Recimo trojke celo je metel v teh zadnjih 9 tekmah 51%. Res seveda, omenjava Diona Waitersa mimo Gorana Dragića ne moreva. Ko sva v prvem delu podcasta govorila, sem nekako rekel, da ima slovenska reprezentanca premore enega izmed najbolj vročih igralcev v Euroligi in na drugi strani Atlantika enega izmed najbolj vročih igralcev v NBA ligi. Številke to vsekakor potrjujejo. To potrjuje tudi dejstvo, da je bil Goran nominiran za igralca meseca na vzhodu in že nekaj tednov zapored v bistvu redno bil nominiran za igralca tedna. Nažalost, morda tudi zaradi prepoznavnosti nekaj na to vpliva, saj če primerjamo recimo 2 tedna nazaj, ko je bil nominiran za igralca tedna na vzhodu skupaj z Embiidom, je imel tisti teden precej boljše številke in Miami isti niz zmag kot Filadelfija, vendar je šla nagrada Embiidu, kar je po eni strani tudi razumljivo, glede na to, da gre za igralca, ki je povzročil pravi boom in preporod na trgu žejnem dobre košarke, kjer že dolga leta pač spremljajo samo poraze in seveda je razumljivo, da je Embiid v tem trenutku malce marketinško vsaj bolj zanimivo, ampak Goranove številke, kot so dejala, v tem nizu so fantastične. 23,3 točke, 54,1% met iz igre, 51,4% met za 3, 4,8 skoke, torej skoraj 5 skokov, 6,4 podaje. Številke, s katerimi pač o boljšem razmerju zmag in porazov, se pravi, če bi bili recimo v zgornji polovici, jaz se skoraj upam trditi, da bi bil resen kandidat za All-Star. Z njegovim sezonskim povprečjem vsekakor, če bi pa tako povprečje, kot ga ima sedaj v tem zmagovalnem nizu zadržal, to so pa številke morda celo, govorimo konkretno o teh številkah, ki jih sedaj v zadnjih 9 tekmah postavlja, teh mejnikih, to so pa številke morda celo za prvo peterko NBA lige, se pravi All-NBA First Team po koncu sezone, vendar, kot sem dejal, to so številke samo v tem zmagovalnem nizu in zagotovo ne bo do konca sezone metal 51% za 3, čeprav Gorana letos odlikuje ravno to, naredil je odličen napredek, letos je poletje povedal, da je ogromno delal na metu iz razdalje, celo malce spremenil met za 3, malce spremenil tehniko meta, predvsem pozicijo žoge v začetni poziciji in to se mu je bogato obrestovalo, ker namreč sodi na položaju organizatorja med najbolj učinkovite strelce za 3. Ja, in zdaj bo zanimivo videti, jaz bom tako rekel, zanimivo bo videti, kje se bo zdaj končal ta Miamijev niz, oziroma bolj bom rekel, res me zanima, kaj bo zdaj naredil v ekipi, ne? Ker to je nekaj, kar si pred sezono ni nobeden predstavljal, kar mislim, da tudi Riley ni pričakoval, kot sva že prej rekla, zdaj pač dejansko na potezi Riley, ne? Zdaj bomo videli, ali bo ta ekipa šla naprej po tej poti, ali bojo se vrnili nazaj na staro pot, ali kaj bojo naredili, ne? Ja, ali bojo potrebne določene korekcije, se pravi menjave znotraj moštva, s katerim bi ali namreč, kot sem dejal, do odmora, All-Star premora in seveda konca prestopnega roka so še dobri
No ja, dobra 2 tedna, ne dosti več in Riley se bo moral do takrat odločiti. Verjetno bojo na njegovo odločitev vplivale tudi prihodnje tekme, vendar Miami zdajle naslednje tekme, naslednjih do konca, do začetka All-Star premora imajo še 7 tekem in od teh 7 tekem 6 tekem igrajo proti moštvom z negativnim razmerjem zmag in porazov. Torej moštvom, ki imajo manj kot 50% zmag, moštvom, ki bodo vsa po vrsti premagljiva. Recimo, kot sem že povedal, igrajo še enkrat proti Netsom, danes igrajo proti Filadelfiji, potem igrajo še proti Timberwolvesom, Milwaukeeju, še enkrat proti Filadelfiji, Magicom in čisto na koncu pred začetkom odmora. Tako igrajo še proti Rocketsom, ki pa so jih ravno premagali na začetku tega zmagovalnega niza. In zdi se, da so vse te tekme vsekakor dobljive, če sklepamo po zadnjem obdobju. Ja, točno tako, ne, in dejansko, mislim, zdaj mi da lahko razglabljava še ne vem kako naprej in tako, ampak dejansko zdaj drugega nam ne preostane, kot da samo čakamo in vidimo, kaj bo zdaj naredil v ekipi, ne. Ja, lahko le ugibava, v katero smer bo šel Miami in verjetno, kot sem dejal, bojo zdajle te prihodne tekme definirale drugo polovico njihove sezone. Točno tako, ne. Če jim uspe, kar bi skoraj da moralo, recimo na zadnjih 7 tekmah, recimo zabeležiti 4 zmage, 2 poraza, 5 zmag, 1 poraz, ali pa celo nadaljevati ta zmagovalni niz do samega All-Star premora, bi se lahko z 7 dodatnimi zmagami, povsem možno, glede na to, kakšno stanje na vzhodu, kako ekipe igrajo zelo spremenljivo, po principu vroče-hladno, je povsem ni izven možnosti, izven meja možnega, da bi se recimo že pred All-Star premorom znašli morda 1 zmago ali pa celo izenačeni z 8. mestom, če bi seveda igrali tako kot do sedaj, 8. mestom v konferenci. In čim se znajdejo v tem položaju, bo seveda Rileyja zdaj čakala dilema. Ali jaz razdrem moštvo in grem tankat drugo polovico sezone za čim višji izbor na naboru, ali pa poskušam zdaj že v tem premoru morda s kakšno menjavo še malce ukrepiti moštvo in iti na polno na playoff. Kaj misliš, Blaž, v katero smer bo šel Riley? Ne vem, jaz osebno mislim, da bo šel nazaj v tankanje. Zaradi tega, ker mislim, tako vam rekel, tudi če Miami pride na tam 8., 7. mesto v vzhodni konferenci in kaj potem čaka, izpad v prvem krogu. Po vsej verjetnosti ja, jih čaka ali Cleveland ali Toronto, morda še vedno mislim, da je Toronto malce boljše moštvo kot Boston, ki trenutno zaseda drugo mesto na vzhodu. Toronto je trenutno v manjši krizi, Boston igra izjemno in lahko se zgodi, no ja, lahko je Toronto, lahko je Boston na drugem mestu. Washington v zadnjem času igra tudi izjemno po slabem, prav tako kot Miami. Oni so imeli le malce boljši začetek sezone kot Miami, vendar so prej začeli ta preobrat in se sedaj nahajajo trenutno na 3. mestu, na 4. pa Toronto. Tako da po mojih predvidevanjih, vendar tudi Atlanta ni tako daleč. Atlanta je kljub tisti menjavi Korverja še vedno dobro moštvo. Razlika med Korverjem in Dunleavyjem, vsaj po mojem mnenju, ni tako velika, čeprav je zame Korver še vedno malce boljši igralec, ampak ni tako velika, da bi bila Atlanta toliko slabša sedaj. Zaradi tega, ja, kot si dejal, čaka jih zelo težek nasprotnik in po vsej verjetnosti izpad v prvem krogu, ampak jaz se morda ne strinjam povsem s tabo in sicer iz tega vidika. Če je res Rileyjev cilj, da čim hitreje izgradi novo moštvo, da naredi ta reset že naslednje poletje, bo moralo moštvo narediti nek rezultat, če želi se resno pogovarjati s kakšnimi boljšimi prostimi igralci poleti in jih morda zvabiti v ekipo. Težko ti privabiš igralca v moštvo, ki ne pride v končnico dobrega igralca. Letošnji primer Duranta je seveda ekstremen, ampak tudi kaže, v katero smer grejo igralci. Igralec ne bo prišel v moštvo, v slabše moštvo kot v tistem, ki je bil, še posebej ne za manj denarja, kar pa ta nova, to je še neka tema, ki se jo bova morala enkrat lotiti, namreč ta nova kolektivna pogodba gre v to smer, da bo moštvom lažje zadržati svoje igralce. Ponudijo jim lahko precej več, razlike bojo sedaj
30, 40, 50 ali celo 60 milijonov več bo recimo lahko pri tistih najvišjih pogodbah ponudila domača ekipa v primerjavi z katerokoli drugo ekipo v ligi. Zaradi tega je to tudi en tak aspekt, o katerem bo moral Riley razmišljati in ki morda bolj govori v tvojo smer, v tvojo prid, in sicer, da ja, mogoče bi bilo bolje za Miami, da bi vseeno poskušal dobiti nek res dober pik, se okrepiti z res dobrim igralcem in potem s tem igralcem ali tega igralca zamenjati za kakšnega zvezdnika ali pa tega igralca poskušati pač čim prej inkorporirati v ekipo in z njim morda znotraj ekipe izboljšati moštvo dovolj, da bi se potegovalo, čeprav z igralci, ki sedaj pridejo iz drafta po samo enem letu na univerzi, je to precej težje. Vidi se, da igralci, novinci, ki pridejo v ligo v zadnjem času, ponavadi, še posebej na položaju, kot je recimo organizator, potrebujejo ali centrskem položaju potrebujejo 2, 3, o tem smo že govorili v zadnjem podcastu, potrebujejo 2, 3, morda celo 4 leta, da se izdelajo, da postanejo igralci, ki lahko igrajo konkurenčno košarko v NBA ligi. Točno tako, ne. In zdaj mi bi lahko o tem debatirala še ure in ure, ne, tako da jaz bi mogoče potegnil črto pod vse to, kar sva zdaj povedala, ne, nekako da malo strneva misli in se lotiva še tiste druge teme, ki nam je preostala za ta podcast. Se pravi, dejansko na potezi, oba se strinjava, na potezi je zdaj Riley, ne. Tako, na potezi je Riley. Ne glede na to, kar Miami seveda so naredili, seveda so povedala, da preostalih 7 tekem bo zagotovo vplivalo na to, kaj bo on naredil, ampak po vsej verjetnosti, če ne bo zdaj Miami obrnil plošče že spet za 180 stopinj, podobno kot je naredil pred tem zmagovalnim nizom, ko je v pozitivno smer obrnil ploščo, če sedaj obrne v negativno smer in se zgodi recimo ta preobrat, da sedaj naniza serijo porazov proti slabšim ekipam, to skoraj da zagotovo lahko pomeni potem menjave v tem prestopnem roku oziroma do konca prestopnega roka. Če pa Miami naniza sedaj, kot sem rekel, morda 5 zmag, 2 poraza, tudi 4 zmage, 3 poraze, ali pa da nadaljuje ta zmagovalni niz, bo pa Riley zelo težko potegnil kakšne drastične reze in šel razbijati ekipo tako dobro, kot si sam omenil. To ljubezen, ki je zdaj vzcvetela med Whitesideom in Dragićem, ko gledamo slike, kako se objemata in šalita drug z drugim, ko smo recimo še pred 2 mesecoma nazaj gledali slike, ko si nista niti izmenjala 5 high-fivov, ko ga je Hasan Gorana pogosto, kot se reče, leave him hanging, pustil viseti, ko je Goran želel izmenjati petko z njim. Sedaj gledamo povsem drugačne slike, ne samo med Goranom in Whitesideom. Kemija znotraj celotnega moštva je odlična, te veterani, ki so na teh kratkoročnih pogodbah, so se odlično vklopili v moštvo, kar preprosto ne vidimo. Igralce na kratkoročnih pogodbah, ki bi sprejeli svojo vlogo, ki ne gledajo samo na to, kakšno pogodbo bojo podpisali poleti, ampak ki sprejmejo vlogo znotraj moštva, ki jim je namenjena in igrajo to vlogo brez odstopanj, brez nepotrebnih metov, brez solerskih izpadov, če rečem po domače. To je res, taka kemija, težko je umetno ustvariti tako kemijo. Taka kemija mora priti na naravni način in zdaj seveda, če bojo še naprej nadaljevali z zmagami, potem res težko pričakujemo, da bi Riley bi moral res sicer, taka legenda kot je Riley, ki je dosegel vse, ne samo kot generalni direktor oziroma predsednik kluba, ampak tudi kot trener in igralec, naslove osvajajo na vseh nivojih. Taka legenda si seveda institucija v Miamiju si lahko privošči tudi drastičen res in tisto, kar seveda zdaj ne pričakujeva menjavo Gorana, on si to lahko dovoli in privošči, ampak ali bo to tudi storil? Vsekakor so ga njegovi igralci spravili v neugoden položaj. Točno tako, ja. Kaj bo naredilo tukaj en intermezzo? Tako, morda potegneva črto in v drugem delu sledi dvoboj težkokategornikov. Ja, pred kratkim sem objavil na naši strani Blaž en članek, kjer sem dal naslov Kaj muči Lebrona.
Morda zdaj še pogledava še enkrat, kaj muči najboljšega igralca na svetu, da je tako grdo in zlobno zlorabil bogega nemočnega starčka Barkleyja, Sir Charlesa, seveda sem rahlo ciničen. Charles je seveda legenda, institucija NBA lige, ki je po končani karieri začel upravljati vlogo komentatorja na najbolj priljubljeni NBA oddaji Inside the NBA, najbolj gledani tudi. Na eni izmed tistih oddaj, ki jo v Ameriki gledajo tudi ljudje, ki sicer ne spremljajo košarke. Barkley in Shaquille O'Neal se prepirata, zraven je še Kenny Smith in vsekakor, kljub temu, da ne gre recimo za oddajo, ki bi jo gledali zaradi odličnih analiz, zato obstajajo precej boljše oddaje, ampak zagotovo zelo zabavna oddaja. In Barkley je bil tisti ata, ki je spodbudil mladega junca LeBrona z izjavo po tistem zadnjem porazu prejšnji teden, o katerem so že nekaj govorila tudi prejšnji teden, da Blaž. Ja, nekaj so že povedali okoli tistega, ko je LeBron javno prišel ven, da si pa želi enega dodatnega organizatorja igre in da je v bistvu nezadovoljen s tem, da imajo Cavaliersi še vedno eno prosto mesto v svoji ekipi, v svojem moštvu in da pač zakaj dejansko v bistvu njihova pač ta front office, se pravi, zakaj njihov športni direktor še vedno ni ukrenil nekaj glede tega in da si on želi dodatnega organizatorja igre oziroma menjavo na organizatorju igre. Tako, ja, LeBron je na zelo javen in precej direkten način povedal, da moštvo potrebuje okrepitve. Zdaj mi, da so prejšnji teden razmišljala, ko smo se o tem že pogovarjala, so nekje potegnila zaključek, da morda je to nek znak nervoze, da se LeBron zaveda, da morda letos ne more konkurirati Golden Stateu, da je Golden State preprosto premočan, da bi letos lahko resno računal v seriji 7 tekem in potencialnem finalu, pričakovanem finalu seveda, da bi Cleveland lahko resno računal na zmago, ker ta prestop Duranta je bil brez precedensa in kljub temu, tako kot si rekel, LeBron si želi ukrepitve, govoril je o nekem organizatorju, ki naj bi zapolnil tistih 5 minut, ko ni na parketu ne LeBrona, ne Kyrija, drugače sta one dva več ali manj ves čas v igri. Vendar to ni bil razlog za njihove poraze, zaradi tega je seveda morda to bolj odraz tiste nervoze in ja, LeBron je seveda dejal, ja, potrebujemo ukrepitve, potrebujemo ukrepitev na položaju organizatorja, potem je pa to Barkley pokomentiral na tej oddaji in na precej oster način označil to njegovo, oziroma ne na precej oster, da je na direkten način označil te LeBronove opaske za direktno povedano jamranje. Povedal je, če preberem prevod iz naše strani, LeBron samo jamra, Cleveland mu je dal vse, kar si je zaželel, imajo najvišji proračun v zgodovini NBA lige. Želel je J.R. Smitha, ki so ga poleti odlično plačali. Pri tem je želel Shumperta, pripeljali so Kyla Korverja. On je najboljši igralec sveta. Ali želi vse dobre igralce v svojem moštvu? On je neverjeten igralec, Cleveland pa branilec naslova. Po mojem mnenju se ne želi boriti. Z drugimi besedami, če v angleščini je Barkley povedal, he doesn't wanna compete. In seveda to, da se ne želi boriti, da to ti rečeš nekemu igralcu, je precej mislim, bi bilo bolj mogoče, pač, da ne želi tekmovati. Ne? Se pravi, da on v bistvu hotel reči v tem smislu, ne, da on bi rad bil posod favorit in da bi bilo v bistvu kakor zmage nekaj samoumevnega. Ne? Najboljši igralec na svetu si, dokaži to še na parketu. Morda je v neko to smer šel Barkley in seveda, ko je to LeBron slišal, je potem po nekaj dneh premisleka, ne takoj, to je tudi ena taka zanimiva stvar v tej celotni sagi Barkley proti LeBronu, po nekaj dneh premisleka, ko je očitno šel na internet po Googlu Barkleyja in potem dal izjavo, ostro izjavo, ne bom dovolil, da Barkley na tak način žali moje dosežke. Jaz nisem nikoli nikogar vrgel čez okno, nikoli nisem pljunil navijača, nikoli nisem imel neplačanih dolgov v Las Vegasu, nikoli tudi nisem trdil, da sem slab zgled za mladino. Prav tako se še nikoli nisem na All-Star tekmovanju pojavil šele v nedeljo, ker sem se pred tem celoten konec tedna zabaval v Las Vegasu. Skozi celotno kariero sem predstavljal to ligo na pravi način, igram že 14 let in se nikoli nisem znašel v težavah. To napišite. Dodal potem še dodatno za dobro mero, če hoče Barkley govoriti z mano, ve, kje me lahko najde.
Ne pridi do mene na All-Star tekmovanju ves nasmejan. Jaz sem samo uslužbenec. Pred mano so lastnik, Griffin, in dodal potem še, ne bom, no ja, vse podcast, jebeš Charlesa Barkleyja, screw Charles Barkley v originalu, dovolj imam držanja jezika za zobmi, v mestu je nov šerif. There's a new sheriff in town. Ta zaključek je bil res Lebrona vreden, Lebrona in njegovega egota vreden. Včasih seveda utemeljeno velikega egota, ker gre še vedno za najboljšega igralca sveta. Ampak s tem je ustrelil salvo nazaj proti Barkleyju in seveda omenil vse stvari, vse slabe stvari, ki jih je, no ja, ne čisto vse, pravzaprav je Barkley naredil še več neumnosti v svoji karieri in to je LeBron ustrelil nazaj. Potem je bil pa tisti zadnji del, Blaž, ko je Barkley odgovoril zdaj ta teden, Barkley je v bistvu LeBronu odgovoril zelo diplomatsko. No. Predvsem je pa očitil LeBronu to, da se je spustil na osebni nivo. Rekel je, da on je pač sicer mora povedati o tej oddaji, pove pač kaj se dogaja, komentira zadeve, ampak nikoli se pa ne spušča na osebni nivo. In dejansko LeBron je šel zelo na osebni nivo, kar se tiče tega. On je v bistvu hotel diskreditirati Barkleyja s tem, da je rekel, da on je v bistvu naredil ogromno napako v svojem življenju, kjer je tudi pač Barkley sam priznal, ne, ampak je rekel, da te napake, ki jih je on naredil, ne spremenijo teže njegovega komentarja in on še vedno stoji za tem svojim komentarjem in bo še vedno naprej stal za tem svojim komentarjem. Ne. Tako, namesto, da bi LeBron pač naredil polemiko s temi argumenti Barkleyja, se je spustil v nek ad hominem osebni napadel Barkleyja osebno, ni pa odgovoril na njegove očitke, da je moštvo zapravilo več kot dovolj denarja. Seveda, kot smo že omenjali, Cleveland ima daleč najvišji proračun v ligi, blizu 130 milijonov dolarjev bodo letos zapravili in to brez tega davka na luksuz, davka, ki ga morajo plačati zaradi prekoračitve dovoljenega proračuna. In to tudi pomeni, da vsakega igralca, ki ga pripeljejo, tudi igralca na minimalni pogodbi ali 10-dnevni pogodbi, morajo 4-kratno preplačati. Točno tako, ne. Čeprav jaz bom tako rekel, jaz se strinjam z LeBronom. LeBron pravi, da potrebuje ukrepitev. Jaz se čisto strinjam. Glede na to, da je odšel Dellavedova, odšel je Mozgov, je ta ekipa slabša kot tista, ki je lani osvojila naslov. In jaz tukaj recimo dam prav, se ne strinjam z Barkleyjem, ki pravi, da pač ne sme jamrati, ampak dejansko LeBron nuca pač ukrepitve. In tukaj zdaj verjamem, da je zaradi tega on tudi nervozen, ker pač v končni fazi se vsi vidimo. Ekipa je slabša, kot je bila lani. Ja, jaz bi dal en pogojnik, pri to namreč omenil si Dellavedova in Mozgova, vsekako res, ampak koliko sta pa Dellavedova in Mozgov igrala v končnici? Praktično nista stopila na parket. In seveda to je tudi moja poanta. LeBron govori o tem, da rabi ukrepitve, ampak te ukrepitve v končnici ne bodo igrale. Razumem njegovo željo, potrebo po ukrepitvah iz tega vidika, namreč za redni del sezone si želi malce zmanjšati minutažo, želi morda igrati nekaj manj, nekaj več minut nameniti tem tretjim kategornikom, se pravi tretjemu pleju, ampak to že spet ne more biti neko dolgo obdobje. LeBron in Kyrie sta dva glavna playmakerja v moštvu in one dva igrata začetke in konce tekem skupaj, ampak vmes se pa izmenjujeta na parketu. In tudi če ti pač, se pravim, in teh nekaj minut nameniš tistemu, a je to res tisto, kar bo odločalo tekme, a je to res tisto, kar bo prelomilo prevagalo tehtnico v korist Clevelanda, jaz dvomim, da je to tisto. Namreč na eni strani se je Golden State ukrepil s Kevinom Durantom, na drugi strani je Cleveland, Golden State, Golden State, ja. Tako, se je ukrepil z Kevinom Durantom, na drugi strani Cleveland, ne glede na to, koga pripelje, to ne bo Kevin Durant, to ne bo ukrepitev na tem nivoju, to ne bo ukrepitev, ki bi imela kakšen resen vpliv. Tudi zdaj smo videli, ta menjava, Korver, Dunleavy, ni kakšnih sprememb povzročila, nekateri bi celo prej trdili, da je povzročila negativen padec, čeprav jaz dvomim. Težko me bo nekdo prepričal, da je Korver razlog za ta padec v januarju, Clevelandov padec v januarju, namreč v januarju Cleveland igra izjemno slabo. V januarju so imeli več porazov kot zmag in to je tudi eden izmed razlogov za
eden izmed razlogov za to jezo LeBrona. Imeli so 8 porazov in 7 zmag, kar se jim ni še zgodilo, da bi imeli negativni izkupiček v enega izmed mesecev, odkar se je LeBron vrnil nazaj v Cleveland. Ja, ne, ampak treba je pa nekaj vedeti. Lik zaradi tega pač, kaj pravim, da potrebujejo krepitve, ne. Oni so pač dejansko zdaj prvaki, oni so aktualni prvaki in valjda vsi zdaj štartajo kot morski psi na njih, ne. In oni pa dejansko grejo v branjenje naslova, grejo v bistvu slabšo ekipo, kakor pač so jo osvojili, ne. In lep primer je lih v tem, kako jih vsi napadajo, to, kako je Durant šel v Golden State. Golden State je dejansko se regroupil, a ne. Dejansko so pripeljali enega še super zvezdnika in zdaj grejo res kot podivjani psi na Cleveland, mi gremo po naslov. A ne? In vam ga bomo vzeli. In tudi, recimo, Shaq je to lepo povedal, da je razlika med tem, ko ti napadaš naslov, pa tem, ko ti braniš naslov. A ne? In tukaj se jaz strinjam z LeBronom, da on potrebuje ukrepitve. Jaz verjamem in tudi resno verjamem, da on hoče znižati tudi, če za tistih 5 minut minutažo na tekmo, zaradi tega, da bo bolj svež prišel v končnico. Tudi če v končnici tisti potem play ne bo igral. A ne? Mislim, bo prišel bolj svež in bo lahko pač pokazal boljše igre, kakor pa mogoče drugače. Ne? Tudi jaz lahko podpišem to, da Cleveland potrebuje ukrepitve, ampak oni ne potrebujejo za to, da bi saj po mojih pričakovanjih, po mojih predvidevanjih, skromnih ocenah, oni potrebujejo ukrepitve, ampak oni ne potrebujejo kot ukrepitve enega tretjerazrednega organizatorja. Recimo ta teden so imeli nek test, nek workout z različnimi organizatorji in so povabili Heinricha, povabili so Chalmersa, starega prijatelja iz Miamija, LeBronovega starega prijatelja, Jordana Farmerja in še nekoga, mislim, da so tudi povabili. Ne, mislim, da so bili samo te trije. Mogoče bil še čakaj. Lance Stevenson. Točno, Lance Tako, Stevenson. Lance Stevenson je bil še ta teden tudi na preizkušnji pri njih in ne glede na to, s katerim od teh 4 igralcev bojo podpisali pogodbo in ga morda pripeljali v svojo, to ni igralec, ki bi pretehtal, ki bi odločil, ki bi prevesil tehtnico v njihov korist, ki bi v potencialnem finalu verjetno sploh stopil na parket. Zaradi tega pa oni iščejo zdaj kratkoročno rešitev, se pravi malo z 10-dnevnimi pogodbami in to in recimo, zaradi tega sem bral, da je Heinrich pa Chalmers sta že izpadla iz tega v bistvu izbora za tega dodatnega playmakera, zaradi tega, ker ona dva hočeta zagotovilo, da boste imela pogodbo do konca leta, ne. Cleveland ne bo dajal pogodbe do konca leta, zaradi tega, ker hočejo pustiti tisto eno mesto, ki jim je ostalo, hočejo pustiti mogoče za potencialno, če dobijo kakšnega wavanga igralca, dobrega igralca, ki bi ga kakšno moštvo odpustilo, a ne, in ga potem oni lahko iz wave dol poberejo, ne, ampak se pravim, in zaradi tega oni rabijo enega backup point guarda, zaradi tega, kakor sem že prej rekel, tudi da LeBrona spočijo tistih 5 minut na tekmo, pa 5 minut na tekmo. Zame moram priznati, da je to samo kozmetika. Lahko daš šminko na prašiča, pa bo še vedno prašičto. Če uporabim pregovor iz angleščine. Mislim, da ne glede na to, Chalmers, Heinrich, kot sem dejal, Stevenson, Farmer, to niso igralci, ki bi karkoli spremenili v njihovi postavi, ki bi na kakršenkoli način spremenili njihovo igro. Oni bi potrebovali za to, da bi se lahko resno kosali z letošnjim Golden Stateom, po tem, kar sem videl do zdaj, bi potrebovali resne spremembe in tukaj je morda tudi, že spet se vračamo na to, eden izmed razlogov za te LeBronove frustracije, začela sva s tem sporom, postavila tezo, da ta spor, to jokanje, jamranje in to udrihanje po bogem Barkleyju, že spet ciničen sem, ker Barkley je seveda namazan z vsemi žalbami in vajen vsega hudega in dobrega, on je dal že vse skozi, zaradi tega ni tukaj niti približno nedolžen, ampak malce bolj se naklanjam k temu, kar je on rekel, ker namreč Cleveland potrebuje resne spremembe in morda nekaj se je govorilo o tej potencialni morebitni menjavi med New Yorkom in Clevelandom, da bi Melo in Love zamenjala svoji sredini, da bi Melo odšel končno igrati s svojim prijateljem LeBronom v Cleveland in po poročanju nekaterih precej zanesljivih virov je Cleveland ta predlog zavrnil. In to, ko je to slišal LeBron,
ne bi bil povod za tisto prvo pritoževanje, da potrebujejo ukrepitve. Oni seveda govorijo o teh organizatorjih, ni govoril, potrebujemo menjavo Lava za Melota, ampak da ne bi bil to povod za to, ker namreč tem, ko je on javno spregovoril o tem, kaj oni rabijo, je spravil svoje moštvo v še bolj neugoden položaj. Zakaj? Zaradi tega, ker zdaj vse moštva v ligi vedo, da si LeBron želi ukrepitve in jih lahko izsiljujejo in zahtevajo višjo ceno za kakšno menjavo, za kakšnega igralca, ki bi se znašel, ker LeBron, dejanski generalni direktor moštva, lastnik, igralec, ne glede na to, da LeBron zatrjuje, da imajo svojega generalnega direktorja, da imajo lastnika, je povsem jasno, da Cleveland je LeBron in LeBron je Cleveland. Kar on reče, to gre in kar gre, to on reče. Iz vseh aspektov. Zato je verjetno tudi tukaj bil razlog, da Melota niso hoteli, čeprav, a je Melo tisti rešitev. Love je v januarju igral katastrofalno. Začetek sezone je začel izjemno, potem pa je igral vedno slabše in zdaj v januarju res, ko rečem katastrofalno, kaj to pomeni? To pomeni na 12 tekmah povprečje 14 točk ob 34% metu iz igre. To je v bistvu 2/3 metov vrže stran. Ja, ampak to je recimo za igralca na njegovem, to je 12, 13, 15% slabše od dobrih igralcev na njegovem položaju. Za 3 meče samo 28% v januarju. Skoraj tako slabo, kot LeBron, ki nikoli ni slovel kot strelec. Tako, igralec, ki so ga pripeljali za to kot strelca. In mislim, da tukaj pri tem padcu igre Lava je treba tudi iskati morda glavne razloge za ta padec celotnega moštva. Ko je Love igral izjemno, ko je zadeval trojke in kot visoki igralec odpiral prostor LeBronu in Kyrieju za prodore, je Cleveland igral dobro. Zdaj, ko Love ne zadeva več trojk, ima takoj zaprejo raketo nasprotna moštva, zgostijo obrambo pod košem, seveda skoncentrirajo obrambo samo, pospuščajo Lava celo samega in skoncentrirajo obrambo samo na LeBronu in Kyrieju. In Love ne zadeva odprtih metov, zato je res težko igrati. In tukaj je eden izmed razlogov, zato morda tudi to razmišljanje o menjavi z Melom, ampak poglejmo Melove številke. Boljše kot Love. Vse počasi dviga, ampak Melo ni več Melo izpred... Ja, zraven je pa treba še šteti, da Melo pa obramba sta dva različna pojma. No ja, tudi Love in obramba sta bila dva različna pojma, oziroma Love ne slovi kot dober obrambni igralec, ravno nasprotno, ampak ja, je boljši obrambni igralec kot Melo v tem trenutku. Ne, in mislim, jaz sem tako rekel, dejansko, če LeBron želi ukrepiti, mislim, da bi mu jih mogel Cleveland dati. In potem dejansko ne bo izgovora, ker ravno to je tisto, če mu Cleveland zdaj da še tega dodatnega point guarda in oni izgubijo v finalu, ne bo nobenega izgovora. Če mu ga ne dajo tega point guarda, bo lahko potem, ko bo izgubil finale, rekel, evo, vse mi niso pripeljali point guarda, zato smo pa izgubili. Ja, vsekakor, in zato mislim, da zato so tudi ta workout, te preizkušnje, ki jih v zadnjem času imajo, in zanimiva, zabavna mi je bila potem skromna izjava LeBrona, ko so ga vprašali, kaj misli o teh igralcih, ki so jih zdaj pripeljali na te preizkušnje, seveda samo zaradi njegovih javnih zahtev. Rekel, jaz nič ne vem, nekaj sem prebral o tem, da so prišli na preizkušnjo, ampak Griff, generalni direktor, je za to zadolžen, tako da bo on poskušal tako nazaj malce umiriti vse te izjave na tak skromen, prijazen način, čeprav seveda vsi vemo, da LeBron zelo natančno spremlja, kaj se dogaja in dobro ve, kdo je prišel in zakaj je prišel. Chalmers je verjetno samo zato prišel, ker je LeBronov prijatelj iz Miamija. Ja, bo zanimivo videti, v katero smer bojo zdaj odšli. Kot si dejal, jaz v bistvu mislim, da mu bojo pripeljali neko ukrepitev, ampak to ne bo spremenilo dejstva, da je Golden State letos preprosto preveč močan, da bi lahko se resno Cleveland z njim kosal. In zato, ja, te frustracije so morda, pričakovane. Ja, mislim, vsak, ki se počuti, tako, kaj je, vsak, ki se počuti nemočnega, potem odreagira. Udari, ja. Udari, oziroma, kako že rečejo, ranjen lev je najbolj nevaren lev. Tako, in v vsakem primeru, jaz še vedno mislim, da Cleveland je vsekakor dovolj dober trenutno, ko se bo vrnil še J.R. Smith,
ki recimo ni dobro igral niti, ko je bil zdrav letos. In to je ena stvar, ki mogoče manjkajo njegove trojke, ampak že spet ni tisti prelomni igralec, ki bi lahko, zaradi katerega bi recimo zamudili letošnje finale, oziroma se ne bi uvrstili v finale. Tudi recimo, če se J.R. Smithu ne uspe vrniti do začetka play-offa, je Miami še vedno Cleveland. Zakaj več govorim? Ja, LeBron, Miami. Ja. In v prejšnjem delu so govorili Miami. Ja, in Cleveland zagotovo še dovolj dober, da bi moral priti v finale, ja. Ampak tam pa manjka moči, manjka firepower, manjka strelcev, manjka precej. Ja. Manjka, ja. Čeprav jaz jih ne bi odpisal, pač kar se tiče finale. Lani so zgubili 3-1, pa so se vrnili. Pustimo, kaj so bili razlogi za to, ampak so se vrnili. Nobeden jim ni dajal šanse, da lahko zmagajo. No, pač dejansko nihče, vsi so, sploh ko je bilo 3-1, to je konc, to se je končala zdaj. Jaz ne bi Miami, mislim Miami je Cleveland, da ne bi, jaz še se meni začel dogajati. Yeah. Jaz Clevelanda ne bi odpisal v finalu. Dejansko ne bi, ker finale, je 7 tekem, noben ne pričakuje, da bi lahko premagal Golden State na 7 tekmah. Ampak, to je finale. Tam se dogaja marsikaj. In to je Durant. In Durant je v Golden State prestopil. Drugi najboljši igralec za LeBronom je prestopil v moštvo, ki ga je premagalo, ko je vodil svojim bivšim moštvom že 4-1. Jaz preprosto, ja, ne glede na vse, se strinjam s tabo in vse, kar si povedal, lahko tudi, je seveda tudi res, ampak Durant je prestopil v Golden State. Golden State je zgubil Harrisona Barnesa in Boguta in pripeljal noter Kevina Duranta. Jaz se pravim, na eni strani se bo zdaj LeBron in Cleveland okrepil recimo s Chalmersom, na drugi strani se je Golden State okrepil z Durantom. Lej, nikoli ne reci nikoli. Tako in vsekakor bo to sago nadaljevala še tudi vnaprej. Zaenkrat jaz v zadnjih 3 podcastih govorila veliko o Miamiju, govorila sva veliko o Clevelandu, zadnjič sva razdelala še bike. V prihodnosti je eno izmed moštev, ki mu bova zagotovo kmalu morala, morda že prihodnji teden ali pa še prej, posvetiti priložnost, je še Philadelphia, Ja. Joel, Trust the Process in Beat. Sam Hinkie, vse dogajanje v zvezi s tem moštvom, ki je tudi zelo zanimiva zgodba, zelo zanimiv aspekt celotnega grajenja moštva v NBA ligi. To je zagotovo moštvo, ki ga imava pri vrhu teh moštev, ki jih morava še obdelati. Ampak naslednji teden zopet nov pregled. Tedna, ja. Če imate mogoče vi kako željo, da obdelava kakšno temo posebej, napišite v komentar, bova pogledala. Tako, verjetno bi bilo dobro, da bi tudi povabila naše poslušalce, bralce, da postavijo kakšne vprašanja, če nam želijo kaj vprašati, če želijo, da se lotijo kakšne specifične teme, obdelava kakšnega igralca. We take requests, I guess. Ja, tako da če imate kakšno, kar napišite v komentar, vse prebereva, tako kot sva že rekla, vse prebereva, bova dala na najin to-do list. Tako, ja. Tako da s tem bi pa zaključila midva zdaj ta podcast. Tako, bila sva v vsakem primeru, to soboto sva posnela en zelo dolg oziroma 2 dela, 2 konkretna dobra dela podcasta, tako da nekaj časa bojo lahko zagotovo poslušali. Upam, da niso bila predolga, upam, da niso bila dolgočasna. Kot ponavadi, če smo bila, ne samo pohvale, tudi kritike so dobrodošle. Ja, spremljite nas na NBA Slovenija, na sportinfo.si, vsak dan nekaj novega, Twitter sportinfo.si, tam sploh najdete kaj novega. In seveda na Twitterju tudi najraje vidiva, če naj tam kaj vprašajo. Pri nas Twitter še ni tako popularen med družbenimi omrežji, oziroma sploh ni popularen, vendar tistim, ki ga še ne uporabljajo, lahko jih povabiva, da si registrirajo in naj kaj pobarajo tam, ker smo namreč na Twitterju ves čas dosegljiva. Ja, tako tudi na Facebooku, na NBA Slovenija, napišite kakšno sporočilo, sigurno odgovoriva. Tako, lep pozdrav vsem, prijeten teden, uživajte ob spremljanju košarke še naprej in ob novi epizodi. Se slišimo drug teden. Čau!